Spoštovane in spoštovani, sem Mihael Toš, avtor projekta Kein Kampf. Smo v tednu šova, spominjamo se 2022 in tokratna tema je virtualna predstavitev judovske kulturne dediščine v Sloveniji. Za letošnje leto smo pripravili eno, imenujemo ga presenečenje oziroma zelo pomembno poglavje. Gre za to, da je judovska kulturna dediščina, sedaj bom kar naštel, kaj vse imamo, sinagoga Maribor, sinagoga Lendava, pokopališče, imenujemo ga Lendava, v bližini Lendave, da je lažje za orientacijo za tiste, ki ne veste, judovsko pokopališče v Ljubljani, judovsko pokopališče Gorica, tudi judovski trg Piran, judovska sinagoga Ptuj, potem tudi en posamezen judovski grob v Kidričevem, prikazano na geokarti, se pravi, kje se to v Sloveniji nahaja. Prav tako pa so sinagoge in potem tudi z področja sinagog, se pravi, kdor pride do sinagoge in poskenirati QR kode, lokacije dostopne za ogled. Sinagoga Maribor, judovsko pokopališče Ljubljana, ta trenutek že v VR 360 tehniki, da pa ohranimo kontinuiteto, se pravi, moj koncept predstavljanja tematik z tega področja je korak po koraku, že zato, da vselej dvigujemo zavedanje in zavest, se pravi, ne publiciramo vsega naenkrat. Potem povedati želim, da v VR 360 tehniki potem sledi sinagoga Lendava, pokopališče Lendava in pokopališče Gorica v aprilskem roku publiciranja. Je pa sedaj na QR kodu to že dostopno v klasičnih fotografijah. Se pravi, kar sedaj vidimo na zaslonu, je VR 360 pogled v mariborsko sinagogo. Ta pogled je dostopen na kodi za skenirati, ko je sinagoga zaprta, se bo koda nahajala zunaj, kamor jo bojo namestili, in bo možno s skeniranjem s pametnim telefonom videti notranjost. Potem, kar vidimo sedaj, je izraelitsko judovsko pokopališče na Žalah v Ljubljani. To bo možno videti z lokacije sinagoge Maribor, sinagoge Lendava in tudi spletne strani Kein Kampf. In kar vidimo sedaj, je pa še nekaj klasičnih fotografij sinagoge Lendava in pokopališč Lendava in Gorica. Se pravi, judovsko kulturno dediščino smo zbrali na eno mesto, na spletni strani Kein Kampf, in sedaj je ta dediščina dostopna tudi z uporabo QR kod. Se pravi, lahko si ogledate, bomo rekli, kot centralno institucijo, kot centralni kraj, je sinagoga Maribor. Z nivoja sinagoge Maribor lahko s skeniranjem QR kode dostopite do strani v portalu Kein Kampf, kjer je navedena konkretna judovska kulturna dediščina v Sloveniji in si jo ogledate. Prav tako pa lahko s skeniranjem QR kode pri sinagogi Maribor virtualno obiščete sinagogo Maribor in tudi, če so vrata sinagoge zaprta, ko se tam nahajate, dobite vpogled v notranjost. Projekt bomo seveda nadgrajevali in sproti dodajali osvežene fotografije, različne ambiente in potem tudi tako imenovane stolpersteine. Poimenujem jih po nemško, zato ker dejansko mora ta dolžnost izhajati iz Nemčije, se pravi tiste kamne z imeni žrtev, ki so bile deportirane in ubite. Kasneje pa v portalu Kein Kampf tudi judovska kulturna dediščina drugod po Evropi in pa seveda materiali iz projekta Kein Kampf, ki se konkretno dotikajo holokavsta in obdobja Tretjega rajha.